Dovolite, da se najprej zahvalim za povabilo, da vam predvsem kot zdravnik, ki se vse življenje ukvarja z boleznimi starejših, pa tudi kot nevrolog in nevroznanstvenik, spregovorim o svojem pogledu na empatijo, prostovoljstvo in njuno vlogo pri obravnavi starejših. Naj pričnem z znanostjo. Ko sem bil mlad študent in zdravnik v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, je bilo življenje, tudi človeško, v veliki meri razumljeno kot egoizem genov. Včasih odkrit egoizem, včasih pa zamaskiran z navideznim altruizmom. To vedenje lepo ilustrira kultna knjiga takratnega časa, in sicer Sebični gen Richarda Dawkinsa. A v letih in v desetletjih, ki so sledila, je nevroznanost v svojem ekspanzivnem razvoju odkrila in potrdila nekaj, kar so mnogi humanisti, filozofi, zdravniki, pa predvsem običajni ljudje intuitivno čutili že od zore človeštva. In sicer, da imamo kot ljudje en tak izjemen potencial za empatijo, za sočutenje. Znanost je ob izteku prejšnjega stoletja odkrila posebne možganske procese, tudi posebne možganske celice, tako imenovane zrcalne nevrone, ki v nas kot v opazovalcu vzbujajo enake ali pa zelo podobne možganske procese kot v človeku, ki ga opazujemo. Ko bližnji izvaja določene gibe, se v nas prebudijo možganske celice za izvajanje teh gibov. Ko je človek žalosten, se žalost poraja tudi v nas. Kako intuitivno, recimo, močno lahko čutimo zadrego, veselje, nemoč sočloveka. Torej, moja biološka usoda je, da tvojo bolečino čutim kot svojo bolečino. To je empatija kot biološka danost. Nekateri bi pravzaprav govorili o več vrstah empatije, vezanih na različne možganske procese. Tako imenovana telesna empatija, ko podoživljam telesno stanje sočloveka, pa kognitivna empatija, misel, ki jo mnogi enačijo s sočutjem. In pol tako imenovana čustvena empatija, ki v nas vzbuja identična, včasih celo močnejša čustva kot v našem bližnjem in za katera nekateri trdijo, da so lahko tudi premočna in nas lahko v našem sočutju tudi omejujejo. Torej, lahko pa je empatija tudi inspiracija, da človek pomaga sočloveku, ne. Tukaj lepo vidimo, kako pravzaprav se iste celice v momentu, ko si jaz predstavljam svojo torej bolečino in nato pomislim na sočloveka in si predstavljam, kako bolečino doživlja on, se aktivirajo iste celice. No, a pogled skozi terminološke razlike ne zamegljuje dejstva, da je empatija verjetno eno največjih daril, ki so dane človeku. Empatija mi omogoča vstop v svet drugega in je zato morda največja in najgloblja motivacija za naš odnos do sveta in do soljudi. Ni čudno, da je v vseh okoljih in v vseh časih eno od osnovnih vodil, tako imenovano zlato pravilo, ki je na primer v krščanstvu zapisano takole: tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. To je namreč postava in preroki. Isto misel
izraženo z malo drugačnimi besedami, bomo našli v razmišljanjih ateista, muslimana, hindujca, panteista. In tako nas ne čudi, saj je v osnovi teh filozofij čvrsto zasidrana tudi arhaična biologija našega bivanja, ki jo mimogrede v zadnjem času odkrivamo tudi pri nekaterih drugih vrstah, ne samo pri človeku. Ko opazujemo ta ekspresiven Rodenov kip ostarele ženske, na nek način čutimo tok časa in neizbežno usodo človeka. Tako je eden prvih grških filozofov, Pitagora, opisal starost. Podobe tuzemnih podob zbledijo po mnogih letih, kar k sreči doleti le redke med ljudmi. Sistem se tedaj znova sesede v nemoč prvih obdobij otroštva. In takole je Cranach starejši naslikal večno hrepenenje po mladosti. Na tej sliki vidimo, kako z desne prihajajo starke, nemočne in bolne, umirajoče. Nato se okopajo v vodnjaku mladosti, z leve strani, prihajajo te nemočne in bolne starke, se okopajo v vodnjaku mladosti in se pol na desni prerojene, zdrave, spet mlade in lepe pridružijo mladeničem v veselju in zabavi. A če je še Cranach sanjal predvsem o lepoti in mladosti telesa, se pa v času, ki ga živimo, v razvitih družbah strahu pred staranjem in smrtjo telesa počasi umika strah, da bo v globoki starosti naše telo preživelo svoje možgane. Kako drugačna je starost danes, kot je bila pred stoletji in tisočletji? V zori človeštva in zori civilizacij je bila visoka starost sicer redka, starejši pa, kot nosilci znanja in tradicije, kot šamani, svečeniki in zdravilci, izjemno zelo spoštovani. Ni čudno, da so Rimljani svoje najvišje politično in vladajoče telo poimenovali senat, po besedi senium, starost, kot simbolom modrosti. Podoben odnos do starejših v svetu ponekod obstaja še danes. Na primer, v jugovzhodni Aziji, kjer prevladuje filozofija konfucionizma in veliko spoštovanje do starejših. To spoštovanje do starejših se zelo trdno vklepa v tradicijo konfucionizma in podobnih ideologij tega dela sveta in se zelo odraža tudi na skrbi starejših. Na Zahodu, v Evropi in Ameriki pa se v 21. stoletju poraja predvsem kult mladosti, kult mladega telesa, kult fizične lepote, ob tem pa vzporedno narašča strah pred staranjem in smrtjo in zanimivo, da se ob rasizmu, seksizmu, homofobiji, nacionalizmu rojeva nova oblika stereotipov, predsodkov in diskriminacije, nova oblika, ki jo imenujemo starizem. Kako pogosto čujemo odkrito ali pa zgolj kot namig, da so starejši slabotni, za časom, nesposobni za delo, da so telesno šibki, da so duševno počasni, da so senilni in nemočni. Starizem so torej s starostjo povezani stereotipi, predsodki in diskriminacija. To nikakor ne pomeni,
da so žrtve starizma samo starejši. Dostikrat so žrtve starizma tudi mladi in imamo veliko predsodkov in stereotipov tudi do mladih ljudi. No, se pa starizem od ostalih diskriminacij razlikuje po enem paradoksu. In sicer, da je to izem, ki ga človek pripravlja samemu sebi in se tega sploh ne zaveda. Med največjimi staristi so, spet paradoksalno, starejši. In sicer do tistih, ki so kako leto starejši od njih samih. In v primerjavi z drugimi je starizem veliko bolj, morda najbolj odporen na spremembo. Saj ima, posebej to vidimo tudi v zdravstvu, tudi tak prijazen in zaščitniški obraz. Tako je starostnik v sodobni družbi dostikrat osamljen in diskriminiran, vendar pa živi zelo dolgo življenje, enkrat daljše kot njegove babice in dedki. In pogosto njegovo telo res preživi in potone nekako v labirint degenerativnih bolezni in demence. In prav zato ima prostovoljstvo danes pri obravnavi starejših prav posebno vlogo. Je namreč tudi odzven našega biološkega poslanstva in danosti, naših zrcalnih nevronov in naše empatije. Po eni strani ima prostovoljstvo učinek na družbo. Prav s prostovoljstvom postajamo vse bolj humana družba. Vendar ima prostovoljstvo velik učinek tudi na posameznika, tako na starostnika kot na prostovoljca. Mi vemo, da je skrb za sočloveka danes eden najboljših načinov za lajšanje stresa in anksioznosti. Vemo, da skrb za sočloveka poglablja in širi empatijo in sočutje. Nastaja povratna zanka in multiplikacija učinkov. Vemo, da empatija kot mehanizem širi mentalne horizonte prostovoljca, da je empatija kot mehanizem učinkovito orožje proti starizmu in da empatija kot mehanizem lahko obogati prostovoljca z izkušnjo nekega drugega sveta, nekega drugega časa, ki ga bo čez desetletja tudi prostovoljec tudi sam živel. In vemo, da bo empatija kot mehanizem prostovoljcu ob starostniku omogočila, da se ga izkušnja starostnika dotakne tudi z njegovo modrostjo. Dovolite, da se vam še enkrat lepo zahvalim za povabilo, da nam vsem zaželim, da bi v naši družbi bilo prostovoljstvo zelo prisotno in vam želim vse dobro.